No, zdaj bom jaz kot občanka, imam to čas, da lahko še jaz pozdravim v imenu nas treh sošolk iz faksa, prijateljic, ki smo se pač pred dobrim letom odpravili na pot v Indijo za 6 tednov namesto absolventskega izleta, tako rekoč. Zdaj bi vam pokazala, kako smo potovali. Prileteli smo iz Milana v Bombaj, tukaj je nekje. Še nižje, čakaj malo. Pardon. Bombaj. Potem smo šli v Goa. To je tak idilični del, boste videli, Indije, ki ni ravno pač tak, kakršen si ga predstavljamo Indijo, tak tropski del. Potem smo se vrnili v Bombaj. Potem smo prečkali v bistvu celino, tako rekoč pod celino, do Varanasija smo šli. To je najbolj sveto mesto tule ob Gangesu. Potem smo nadaljevali pot v Himalajo, v Darjeeling in smo naredili 5-dnevni trekking po Himalaji. Potem smo šli v Kalkuto, spet z vlakom smo vse poti te daljše opravili. Potem smo nadaljevali v Agro, tukajle, znano po Taj Mahalu. Potem smo šli pa v Rajasthan, to je pa ta predel, v puščavo Tar in se ogledali par mest, Puškar, Jodhpur, Jaisalmer, čisto ob meji z Pakistanom. Potem pa smo se vrnili v Delhi in odpotovali nazaj v Milano in potem domov, še čez Pariz, ker smo malo imeli težave z letali. Zdaj pa predajam besedo Anji. Jaz vam predstavljam neke zanimivosti iz Indije. Da malo vzbudimo pozornost, zakaj je Indija tako zanimiva država. In sicer bi začela z samim imenom države Indija in subkontinenta, konec koncev, izvira iz tega korena Ind, ki je sveta reka. Hindu in Hindi je splošni izraz za Indica. Kaj nam to pove? Pove nam, kako pomembna je religija v vsakdanjem življenju Indijcev. Namreč 80% ljudi pripada hinduizmu, ki je religija, ki izhaja iz samega subkontinenta. Poleg tega je v Indiji približno 13% muslimanov. Kaj bi pa najbolj poudarila, je pa to, da v Indiji izvirajo 4 religije iz Indije. Se pravi, so se tam razvile in sicer hinduizem, kot sem že omenila, in potem kot reformna gibanja so nastala še budizem, jainizem in Hare Krishna, ki jo verjetno vsi poznamo, prisotna tudi v Sloveniji. Zakaj je religija tako pomembna? Namreč religija določa družbeni sistem. Hinduizem je namreč nastal na podlagi ved, to so sveti teksti, kot svetopismo v krščanstvu, in določajo, da so se ljudje rodili že z nekim statusom, se pravi, njihovo prejšnje življenje določa status sedaj. Družba se deli v 4 kaste: brahmane, kšatrije, vajšije, šudre in nedotakljive. Z osamosvojitvijo leta 1947 so sprejeli ustavo in v ustavi je pisalo, da so si vsi po zakonu enaki. Torej, formalno kaste ne bi smela obstajati več, ampak kot bomo videli kasneje na slikcah, se pravi, kaste še vedno obstajajo in se ljudje delijo po družbeni lestvici. Naslednja zanimivost bi bila sama organizacija gospodarstva in razdelitev panog. Najpomembnejše je kmetijstvo, ki zaposluje približno 65-60% ljudi in prinaša skoraj 23% bruto domačega proizvoda. Indija je druga največja proizvajalka riža, 4. največja proizvajalka na svetu žita, 1. po proizvodnji čaja, 1. po proizvodnji bananah, mangotih, kokosov, oreščkih, krompirja, paradižnika, čebula, zelenega graha in tako naprej. Potem industrija je pomembna panoga. Skoraj tretjino izvoza iz Indije je tekstila. Ljudje so oblečeni, predvsem ženske, so oblečene v sarje. To so dolga
dolgi kosi blaga, meter široki, približno 5 do 7 metrov dolgi, ki si jih ženske ovijejo okrog, ne. Moški so bolj po vzhodu zahodne kulture oblečeni. Potem naslednja panoga, ki bi omenila, je informacijska tehnologija, ne. Tu se Indija še posebej razvija. Bangalore je mesto na jugu, ki je industrijsko mesto. Mi ga sicer nismo obiskali, smo pa obiskali Mumbai, kot je prej Anja omenila, in Kalkuto, ki so tudi pomembni indijski mesti. Se pravi, kljub temu razvoju v Indiji, pa so ljudje revni v splošnem. So sicer razlike, to moramo vedeti, da v Indiji niso samo revni ljudje, ampak je veliko ljudi, ki so izredno bogatih. Torej vlada splošna revščina in lakota sploh med podeželskim prebivalstvom, ki ga je v Indiji približno 75%. In to je konec koncev paradoks, ne? Ker kljub temu, da je kmetijstvo zelo pomembna panoga in da je na subkontinentu se pridela veliko hrane, ne? Da vlada revščina, se pravi tukaj nekaj narobe, ne? Glavni problem je torej razdelitev. In na tem področju bodo morali še veliko storiti, da se bodo razmere izboljšale. Naslednja stvar, ki je v Indiji zelo pomembna in pomemben del življenja, je poroka in način pokopavanja ljudi. Namreč poroka je dogovorjena, to je recimo zanimivost. V Sloveniji se poročamo, se pravi partnerji zberemo sami, medtem ko v Indiji se družine med sabo dogovorijo, ne, in zbirajo partnerje po horoskopu. To je zelo pomemben dejavnik. Potem zanimivo je tudi, da je dota tam še vedno pomembna in po drugi strani celo predstavlja problem, zaradi tega, ker morajo družine, ki oddajajo v zakon hčer, plačati precej denarja in ker so poroke precej drage in potem še dota, se dogaja, da družine oddajajo v poroko kar 3 hčere ali pa 2 ali pa 4, kolikor jih pač imajo v poroko, ne. In tako se lahko zgodi, da 5-letne deklice prodajajo, ne, že pri tej starosti. In to je kar problem, zato so nastala razna ženska gibanja, ki so se temu upirale. Naslednja zanimivost je način pokopavanja. V Indiji tisti ljudje, ki so hindujci, sežigajo trupla in potem po 13 dneh jih razpršijo v neko sveto reko, ponovadi to Ganges, ali pač ostale, ampak ta Ganges je najbolj sveta, to bo še kasneje Nuša povedala. Naslednja zanimivost je to, da v Indiji ločitev, ponovna poroka niso popularne. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je status žensk deprivilegiran. Ženske ne posedujejo lastnine, zaradi tega je postopek oziroma bi bile posledice kar negativne za njih, če bi se odločile za ločitev. Zato se to ne dogaja. Poleg tega pa je miselnost Indijcev, da ženska in moški sta stalen par, oziroma je neka enota, ki se jo ne sme razdreti, ne. Zato v primeru, ko moški zboli in zaradi tega umre, ali zaradi kakršnih koli drugih razlogov, se je dogajalo to pred letom 1987, da so moške zažgali skupaj ženskam na grmadi. Se pravi, so jih upili s kakšnimi substancami in jih žive zažgali skupaj z mrtvimi moškimi, ne. Temu se reče pojavu sati, in ki so ga potem leta 1987 ukinili, ne. Ja, to je bilo zaenkrat glede zanimivosti, vse, zato predajam besedo kolegici. Pardon, še podnebje. V Indiji imamo tri obdobja. Obdobje vročega vremena, obdobje suhega in deževnega. Najbolj idealno, da se Indijo obišče, je obdobje od oktobra do februarja, ko je zimsko obdobje. Takrat smo se tudi mi odpravljali v Indijo, ki traja nekje do februarja. Potem se začne se pač ogrevati ozračje. Nekje do maja, ko pridejo monsuni, začnejo se nekje na jugu, medtem ko na severu pa pridejo iz zahoda.
in so dejansko vir vode. Ne. Žal se dogaja, da so monsuni vedno redkejši, ne, zato je predvsem v območju Tarske puščave pomanjkanje vode še toliko večji problem. Potem od monsunskega obdobja pa pride vroče obdobje, ne, ki traja nekaj par mesecev, kakaj 3-4 mesece. To je to. Predno se lotimo kratkega pregleda zgodovine, sem prej pozabila omeniti, kako bo izgledalo predavanje. Zdaj imamo eno kratko predstavitev splošnih stvari o Indiji, od zgodovine, od tega, kar je zdaj že Anja povedala, potem zgodovina, prebivalstvo, hrana. Potem pa vam bomo pokazali slike, fotografije, ki smo jih izbrali za današnji večer in vam povedali, kako smo se imeli. Zdaj pa na kratko zgodovina. Malo bomo preskočili, upam, da nam ne boste pri tem zamerali, ker bomo začeli kar s tem obdobjem, ko je prvi Evropejec prišel v Indijo, to je bil Vasco da Gama, konec 15. stoletja, ko smo v bistvu dobili Evropejci prvi stik z Indijo, zato smo to prelomnico dali. Prej je to območje zaznamovano z različnimi imperiji, z boji med njimi, z boji religij, kultur in vsega. Ko je pa Vasco da Gama prišel v Indijo, je tako, če poenostavimo, bil na jugu imperij hindujcev, na severu pa muslimanov. Vasco da Gamo so sledili še drugi osvajalci, ker so takoj zavohali, da imajo dobre dišave in začimbe in čaje v Indiji in so prišli Nizozemci, Britanci, Francozi, Danci in so se začeli bojevati za monopol, trgovski monopol Indije v Indiji. Tako da so potem izrinili te prve kolonizatorje samo na vzhod Indije, na en majhen del, kjer pa so Portugalci ostali do leta 1961, najdlje od vseh. 1600 so ustanovili Britanci, ki so prevladali nad vsemi drugimi kolonizatorji, so ustanovili prvo multinacionalko, vzhodnoindijsko družbo, ki je imela namen trgovanja in v bistvu je 250 let ta družba obvladala to ozemlje, večino indijskega ozemlja, do 19. stoletja kar 60% ozemlja. Ozemlje pa pomeni sedanja Indija, Pakistan in Bangladeš, ker to je včasih spadalo skupaj in potem boste še slišali, ampak verjetno tudi veste, da je to razpadlo. Ta vzhodnoindijska družba je razpadla čez približno 250 let zaradi upornikov, hindujcev in muslimanov, zaradi religioznih nesporazumov. Potem ustanovijo kronsko kolonijo britansko Indijo, s tem pa se malo koncept spremeni, ni več samo trgovsko, ampak je tudi poskušajo še bolj kulturo Angleži pripeljati in tako naprej. Tudi angleški jezik postane nujno v šoli in tako naprej. Kraljica Viktorija postane cesarica čez 20 let. Potem pa se Indijci zavejo, da bo treba za svoje pravice se postaviti skupaj in zahtevajo besedo pri upravljanju kolonije. To naredijo z ustanovitvijo Indijskega narodnega kongresa, to je bila stranka. Hkrati pa se tega zavejo tudi muslimani kmalu, ko se začnejo hindujci boriti za svoje pravice, se tudi muslimani kmalu zbudijo in ustanovijo muslimansko ligo in začnejo se nekako boji med tema dvema religijama, družbama. Vsi so bili že prisotni prej, ampak tu se še z nekim namenom, da bojo nekoč imeli svojo državo, verjetno so imeli že idejo o tem. Velika Britanija dovoli samo sodelovanje Indijcev, hindujcev, ki so v večini, večinsko prebivalstvo. Prelom, ki pa se zgodi, da se Indijci še bolj začnejo boriti za svoje pravice in za to, da bi lahko imeli besedo pri vladanju, pa je pokol v Amritsarju leta 19, ko Britanci pobijajo neoborožene demonstrante, 400 jih pobijajo in takrat se še bolj zganejo. In pride v tistem času ravno
pomemben mož, najbolj pomemben, verjetno najbolj znan svetovno za Indijo, Mahatma Gandhi, velika duša, tako so ga imenovali, ki je uvedel program nenasilne nepokorščine, kar pomeni, da so se pač nenasilno ne pokorili vsemu, kar je bilo britanskega. To pomeni, da niso plačevali davkov, niso hodili v šole britanske, niso spoštovali sodišč in zakonov in reda, ki so ga vsiljevali Britanci. Indija si je pač želela osamosvojitev, neodvisnost, zato je sodelovala, tudi zaradi tega je sodelovala v drugi svetovni vojni, že prej tudi v prvi, po drugi pa si je obetala s svojim sodelovanjem, da bo dobila neodvisnost in je sodelovala v Aziji in v Evropi. Potem muslimanska liga je še bolj postane aktivna v 30 letih, nadaljujejo se pa še vedno boji med hindujci in muslimani. Rezultat je bil ta, da se je 47. Velika Britanija in mednarodna skupnost odločila, da ustanovijo dve državi, hindujsko in muslimansko. Hindujsko-indijsko zvezo, to je v bistvu ta, ki je zdaj Indija, muslimansko pa Pakistan. To je pa bil prej zahodni Pakistan, današnji Pakistan in pa vzhodni Pakistan, današnji Bangladeš, ki je se odcepil potem leta 1971 dokončno, še od Pakistana. Torej dve muslimanski državi sta potem nastali. Imeli so pa težave z določitvijo meje, ker je pač etnične meje niso mogli dobro določiti, tako da je ostalo veliko beguncev izven svoje države, kamor bi po religiji spadali. Zato je umrlo veliko ljudi, o tem si lahko preberete, vam priporočam Vlak v Pakistan, mislim zelo pač za tiste, ki radi berete. V 3 leta je potem bila Indija parlamentarna monarhija v skupnosti Commonwealtha, potem pa 50. leta dobi Indija neodvisnost. Problem pa z dosedanjih časov ostane kašmirsko vprašanje, ki je pač bogato območje, kjer je večinsko prebivalstvo muslimansko, takratni Maharadža pa je bil ali vodja, pa je bil hindujec. Tu sem dala naslov Na robu demokracije zaradi ene družine, ki je v bistvu nekako monarhično pristopila k oblasti, tako, vsaj jaz imam tak občutek. Prvi predsednik, kar te našteti, tu so vsi iz ene družine. To so bili vsi pomembni ljudje v času neodvisnosti. Nehru je bil prvi predsednik oziroma predsednik vlade, je bil prijatelj od Mahatma Gandhija. Mahatma Gandhi je bil pa usmrčen ravno v času osamosvojitve in potem njegov rod je pa nadaljeval pač predsedniške funkcije. Indira Gandhi je hčerka od Nehruja bila, njen sin Rahir je bil pač tudi vodja, njegova vdova, kasneje Sonja Gandhi pa je bila tudi predsednica kongresne stranke. Edino Indiro Gandhi bi še to omenila, da je pač bila, ker verjetno tudi oseba, ki jo povezujete z Indijo, bila je 2-krat na oblasti, enkrat 10 let, enkrat 4. Bila je znana po ekonomskem napredku, o tem, da je inflacijo kolikor toliko obvladala. Pač ekonomsko je šlo takrat Indiji kar navzgor, ampak je imela kar dosti minusov. Očitali so ji, da vedno bolj avtokratska postaja, da sodišča obvlada, se pravi, ni bilo neodvisno sodstvo, ampak je pač ga obvladala. Korupcijo pa nepotizem so jo očitali. Zaradi tega so jo spravili z oblasti, ampak se je spet pospela, dokler jo niso osmrtili, kakor tudi druge. Kot sem že omenila, pač ostali so nemiri v tej državi. S Pakistanom so se potem borili poleg Kašmirja še zato, ker je podprla odcep Bangladeša 71. leta. S Kitajsko so imeli tudi še mejna vprašanja. Kašmir ostaja, Pakistan ostaja.
konec prejšnjega tisočletja pa je prišel še ta problem, da so 5 jedrskih poskusov naredili v puščavi Tari, no takrat se Pakistan in Indija še bojujejo še za pač jedrsko premoč. Kot smo že slišali, Indija je druga največja država na svetu po številu prebivalstva, takoj za Kitajsko. To se viša poprečno za 20% na leto. Je pa nehomogeno. 18 jezikov obstaja v Indiji in pa vse velike religije, svetovne. 75% prebivalstva še vedno živi na podeželju, ampak po drugi strani pa imajo mesta s 15 milijoni prebivalcev, tako kot Mumbai oziroma Bombaj, pač po naše. Pač tako velika mesta obstajajo. No, pač Indija nam je znana po revščini, ampak dejstvo je, da se v zadnjih letih življenjski standard zvišuje. Minimalna plača je 40 rupij, to je recimo $1 na dan, ne? Se pravi, da še vedno dosti ljudi živi samo z $1 na dan. Ampak po drugi strani pa imamo to menedžersko elito, ki zasluži pač po naših kriterijih recimo $100,000 plače, ampak v Indiji se pač s tem dosti lepo živi. Kastni sistem je že prej Anja omenila, zato ne bi šla več v to. Ampak zanimivo pa je pač povedati, da formalno je ukinjen, ampak ne obstaja. Ampak obstaja še vedno. Znak tega pa so te kvote, ki jih imajo v državni upravi in politiki, pač za nedotakljive, ne? To je najnižja kasta. To so pač ljudje, s katerimi noben noče imeti opravka, ampak zdaj pač vlada spodbuja, da morajo imeti. Če pogledamo religije, hinduizem, pač skoraj po celi Indiji je hinduizem, ne? Tam, ko je malo črtkano, to pomeni, da v bistvu tukaj obstaja ena velika manjšina. To sta pač večinoma muslimanska vera. Krščanstvo v Indiji je 3%, pač prišel je z Evropejci, ne? Recimo to, ko pa je temno rjavo, pa vidimo Siki. Siki pa so poseben eksperiment, religiozen, ko so pač poskušali združiti muslimansko in hindujsko vero. To so pa naredili, pač to je naredil en velik mislec in pač je združil svoje nauke, je napisal tudi v eni knjigi. Tradicionalno za Sike pa je, da si pušča rast brado in brke in lase in da imajo tiste turbane. Potem pač hinduizem je ena izmed največjih in najstarejših religij. 82% Indijcev je hindujcev. Zanimivo pri tej religiji pa je, nima ustanovitelja, nima centralne avtoritete, ni hierarhije kot take, pač sam najvišja kasta, brahmani, imajo neko prevlado nad to religijo. Potem zanimivo je tudi, da je pač vsa odporniška gibanja, ki so nastale, je hinduizem enostavno požrl. Recimo budizem je nastal kot kritika na hinduizem, ampak hindujci so pač enostavno rekli, da je Buda 8. oziroma 9. reinkarnacija Višnuja in na ta način inkorporirali pač te budistične nauke. Drugače pa zelo težko pač povemo, kaj je v hinduizmu, razen da pač vsi verujejo v Brahmana. Brahman je pač nek osnovni bog, kreator sveta, ne? Ampak po drugi strani pa je tu še Višnu, ki pač ohranja to, kar je Brahma ustvaril, in pa Šiva. Šiva pa v bistvu uničuje. In če pač pogledamo dan, ne? Zjutraj je čas Brahmana, popoldne je čas Višnuja in ponoči je čas Šive. Ampak pač spet moram povedati, da se lokalne prakse po Indiji zelo, zelo razlikujejo. Kastni sistem pač zanimivo, da je nastal kasneje, ne? Pač trdijo nekatere teorije, da bi naj pač včasih bila družba prehodna, ne? Ampak potem so pa pač brahmani to spremenili. Bogov je približno 330 milijonov, prisotni so povsod. In pač, če probaš to razumeti, medtem ko si tam ne moreš, ker je nemogoče. Glavne bogove sem že prej omenila. Potem pa imamo še priljubljene bogove, ne? To je Ganeš, to je tisti bog z zaslonjo glavo. Krišna pa je v bistvu 7. reinkarnacija, mislim, da Višnuja je. On ima 10 reinkarnacij, ena še mora priti.
Drugače pa tukaj vidite recimo te nalepkice, ne, so pač zelo tipične. Ne. Tam je Krišna, skrajno levo, prepoznamo ga potem, da je moder. Ampak to smo mi komaj čez kak mesec, ko smo že bile tam, začele prepoznavati. Ne. Potem to je Bog z opičjo glavo. Tukaj pa je boginja. Ne. In ko smo že pri boginjah, jih je tudi ogromno. Parvati je Višnujeva žena, ne. Ampak tudi Parvati ima ogromno reinkarnacij. Ne. Najdemo, ne vem, Devi, Kali je temna boginja in zelo grozljiva. Mi smo bili v njenem templju, pa ne bi tega več ponovila. Tukaj pri nas kruh in maslo, je v Indiji čapati in dal. Kaj to pomeni? Besede precej nepoznane, zato bomo malo razložili. Hrana v osnovi v Indiji se zelo razlikuje glede na regije. Ne? Ob morju seveda prevladujejo ribe, potem na severu meso, medtem ko na jugu pa bolj riž in te tropske sestavine. To bi še poudarila, da kot olje ne uporabljajo olivno, sončnično ali kakršnokoli, ki jo uporabljamo mi tukaj, ampak naprimer arašidno, sezamovo, zato je okus hrane precej sladek. Plus tega, da uporabljajo še veliko začimb, kar je v bistvu značilnost Indije. Ampak dajmo najprej pogledati slike. To je bil naše prvo kosilo. Vse skupaj, cel krožnik se imenuje tali, ker v Indiji nimajo menijev, ampak enostavno v restavraciji pogledaš, kakšne talije imajo, ne, in se odločiš na podlagi tega. Vsak vsebuje, se pravi, riž, čapati, ki je kruh sestavljen narejen iz vode in pa žita, potem razne omake, krompir z začimbami, se pravi, dal je v bistvu leča in pa razne te stročnice, ki jih naredijo v omaki. Vse skupaj je zelo pikantno, tole še pa posebej, vedno imajo namreč kako bi rekla, en dodatek, ki še dodatno popestri okus. Ponavadi pa še postrežejo jogurt, da se pikantnost malo ublaži. Tole je še omleta in pa zelo pomemben del je čaj, ki ga pijejo Indijci, tako kot mi voda v bistvu. Čaj pa imenujejo čaj, tako kot mi. Sestavljen je pa iz, se pravi, črnega čaja, mleka, ki ga kuhajo skupaj, ne tako kot mi, ki najprej zavremo vodo in vlijemo čez čajne in potem nalijemo mleko, in začimb, ki se imenujejo masala. Bi kar šli naprej. To smo bile v Rajasthanu in to so puri, ne? Puri. Se pravi, razlikujejo se tudi po tem, na kak način jih pripravijo. To je v bistvu v osnovi tako kot čapati, ne? S tem, da je v bistvu pečen ocvrt, ocvrt v olju in zato se tako napihne. Ponavadi ga še napolnijo s kakim polnilom ali s krompirjem ali kako drugo zelenjavo, da malo popestrijo okus. To so sneki, po angleško bi rekli prigrizki, razni krompirjevi, čili, skratka pikantno. To pa je tudi ena oblika čapatija, polnjen z nekim nadevom, zelo dobro, izgleda čudno, to je ogromna stvar, precej masna. To je še značilnost, da Indijci jejo z rokami, kar je precej čudno. Mi smo sicer poskušali, ampak nekako ni šlo. No. Je pa zanimivo, kako se lotijo hranjena, ne? Ko imajo riž, z roko fajn namučkajo in dobijo svalek in ga dajo v usta in tako jejo. Ne? Ker mi rabimo žlico, medtem ko oni si morajo ponarediti take kepice, ne? Da lahko vse skupaj pojejo. Ne? Pravijo, da imajo na ta način boljši stik z življenjem in z naravo in zato v bistvu jejo z roko. Tako se je začela naša pot na milanskem letališču, letališče kot vsako drugo. Mumbai, to je zanimivo, da v indijsko včasih je bil Bombaj, ampak kasneje, ko so Angleži odšli, se imena spremenili. Tako da Bombaj je postal Mumbai, Kalkuta je postala Kolkata in tako naprej.
No, to je pač naš prvi stik z tem največjim indijskim mestom. Pač stvar, ki nas je šokirala, je bila ogromna količina ljudi, ne, ki mi nismo navajeni. Sploh v bližini kakšne železniške postaje se res počutiš, kot da je prav ogroženo za svoje življenje. Potem pač seveda smo pričakovali, da bodo krave povsod, ne, ampak v Mumbaju to ni tak, ne. In to so pač ena od redkih krav, ki smo jih videli. Drugač to fant na kolesu pa je zelo tipičen način prevoza v Indiji. No, tukaj vidimo glavno sodišče v Mumbaju. Ni še pač tako zelo modernizirano, kljub temu, da Indija velja za zelo napredno glede računalniške tehnologije. Pač baze podatkov izgledajo takole. Čakalne dobe pa so tako dolge, da marsikdo vmes zaspi. No, tukaj vidimo indijsko ustavo, o kateri vam je že Anja prej nekaj povedala, v indijski pisavi in pa v angleščini. Pač za Mumbai je značilno, da je zelo dosti te angleške arhitekture, pa tudi na Indijo nasploh, ne. Pač to stavbo bi komot si predstavljali nekje v Angliji, ne. To je pač univerza drugače. Drugače pa najbolj popularen indijski šport je pa kriket. Marsikomu, ki pač ni iz Commonwealtha, ne, je to totalno neznan šport, ne, ampak v Indiji pač vsi umirajo in glavni igralci, glavne zvezde kriketa so tam, ne vem, pač carji, ne. Mumbai je sicer finančna prestolnica Indije. To lahko vidimo po hitro rastočih nebotičnikih, ki so pač finančni centri. Zanimivo je tudi, da 150 km stran od obale so pa naftne ploščadi, tako da je v bistvu zelo tako cvetoče mesto, da sploh ne omenim filmske industrije, ne, ki je največja na svetu. V Mumbaju je drugač Bollywood, ne, indijska verzija Hollywooda, ki pa proizvede več filmov kot Hollywood. No, to smo pač, zakaj smo tako oblečene, ne? Vzeli smo same stare oblačila s sabo, ne? In jih potem zamenjala za indijsko modo. Ne sicer sarije, ampak imajo pač eno posebni New Age stil, ne? Za turiste, ne? Pač Indija je zelo turistična država, ne? To smo ugotovili, ko smo šle pač karto kupiti za Goa. Na začetku se nam je zdela ta misija nemogoče. Zato, ker pač, ko so nam povedali, kje je vrsta, smo se kar obrnili, ker smo bili, ne vem, 304 v čakalni vrsti, ne. In pač eni ljudje pridejo prav živeti tja, ne, zato, da bi karto kupili, pa potem se še na 300. mestu pa grejo vseeno na vlak, ne. To smo potem videli, ne. Imajo pa posebne sedeže rezervirane samo za turiste s potnimi listi, ne. Se pravi, tudi Indijci, ki imajo tuj potni list, lahko pridejo tja in kupijo karto za turiste. To so pa vedno kvote in vedno dobiš svoj sedež. No, tako izgleda železniška postaja. No, kar vrvi, ker imajo tiste pač ventilatorje in se počutiš kot v panju. Tudi po ljudeh je približno tak. No, to so ulice Mumbaja. Takrat moram povedati, kot sem že rekla, pač vsi so se odpravljali potovati domov k družinam, ne? Pa tudi pač krasili so vse, zato ker je pač prišel čas Divalija. To je festival luči, največji praznik v Indiji in traja 7 dni, je pa povezano s Krišno, pač kako je premagal enega velikana takrat. In pač vsi okrasijo svoje hiše z takimi risbicami, pa tudi z svečkami, kar je zelo lepo, če se po noči pelješ. No, preko sem že govorila o religijah, ne? To je tudi zanimiva religija, ki pač izvira nekje iz območja Irana, ne? So pa našli svoj dom tudi v Indiji, predvsem na območju Mumbaja, zaratustrijanska, ne? Zaratustrijanci, tu vidite pač njihovo svetišče. So pa izredno bogati in imajo velik vpliv v Mumbaju. No, pač vsaka ograja je dobra za obešanje perila, tudi če je sredi ceste. Življenje se odvija na ulici, kot boste tudi še kasneje videli. No, ko sem že govorila o teh zaratustrijancih, ne, po indijsko se jim reče Parsiji.
in oni so pač zelo vplivni. Eden izmed njih je zgradil ta hotel. To je pač najlepši, najbolj slaven hotel v Bombaju. Zakaj pa ga je zgradil? Zato, ker mu niso pustili vstopiti v takrat najlepši hotel. Zato, ker je pač bil Indijec in bil pa je samo za belce tisti hotel. Zato se je pač odločil, da bo, ker je bil bogat. Kaj? No, pač Indijec je bil po videzu, ne? Po mojem. Indijcev tudi niso spustili. In potem je pač se odločil pač zgraditi dosti lepši hotel, najlepši v Bombaju. In to mu je tudi uspelo. To je drugače Gate of India. Zanimivo pa je pač, to je zelo turistično območje in dosti beračev, ki pač znajo biti tudi vseljivi. Po drugi strani pa totalno bogatstvo. To so pač Sikhi, ne? Kot sem jih prej omenjala, z turbanom in pač z brki in z brado. Pa za njih je značilno, da so ogromni, da so res vojščaki. Ne? No, to je še enkrat ta hotel. Prelep, soba stane recimo 100 evrov, prenočišče, brez zajtrka. No, to smo pa šli na izlet na Elephanta Island in smo pač spoznali nekaj otrok. Potem pa že, pač, kot sem že prej rekla, uspelo nam je pač kupiti karto in tu smo v vlaku, praznujemo naš odhod, prvo vožnjo z vlakom. Indija je zelo znana po vlakih, železnico so zgradili Angleži, to je bila največja investicija katerekoli države v tujini, v zgodovini človeštva. Ampak pač 2 tedna je delovalo po angleških pravilih, potem pa so Indijci vzeli za svoje in pač deluje kaotično, skrajno. Je pa pač to 3. razred, ne? 1. pa 2. razred sta dosti lepša, ampak mi smo se vozili v teh razredih. To naslonjalo se v bistvu dvigne in pač dobiš 3 ležišče. No, tukaj pač, ker smo dobili sedež za turiste, ne, smo spoznali tega Izraelca in Francozinjo, ko so tudi šli v Go in potem pač jim kar sledile, no, ker ste rekli, da poznate eno ful lepo plažo in pristale tukaj. Ne. To je pač Goa. Imaš pa 2 dele Goe, eno je severna Goa pa eno južna. Severna je pač znana po rave partijih, ne. To nam ni bilo v interesu, tako da smo reše šli na jug, se pač malo spočiti po napornem delu, ne, ker smo pač vse 3 delali, pa še faks smo imeli, ne. In smo pač šli na to plažo, kjer živiš v bistvu v takih hišicah iz bambusa med palmami. Pač zelo turistično, zraven pa se pač vseeno čisto odvija. No, tukaj smo, to je bila naša hišica. V bistvu pač moram vas pač opozoriti tudi na to, da je Goa krščanska, ne, in pač smo slučajno naleteli na to cerkvico. No, to v bistvu vidimo, kako se življenje domačinov kar odvija dalje na tej plaži, tako kot včasih, čeprav je pač tam ogromno turizma, ne. Tukaj pa vidite enega turista, ki pač gre v svojo hišico. Krave, pač tu smo jih končno odkrile, ne. In svobodno se sprehajajo okoli skupaj s psi. No, potem pa smo pač, kot sem že rekla, življenje se normalno odvija naprej. Tu vidimo te 2 gospe, ko sta pač pridno nosile in delale, ne. Pač nasploh smo na našem potovanju bolj videli, da ženske bolj nosijo težke stvari, moški pa kvečjemu pač nalagajo ali pa dostikrat tudi samo gledajo, ne. No, to pa je še pač en tipičen prizor, fantki na kolesih in pač zadaj tipične hišice za Goa. No, potem smo pač zapustili to sansko plažo in šli v Panaji, glavno mesto Indije, kjer smo se tudi sposodili kolesa in šli pač malo na izlet, na sever. Severne plaže so drugačne, bolj poseljene, ležalnike najdeš in pa seveda tudi krave, ne. Potem smo pač kolesarili in odkrivali čudovito pokrajino, pa še tempeljčke in pa pač tudi ta svetilnik. Malo nas je sicer zmotilo, da se ob 5 že znočilo, čeprav je bilo poletje, ampak imeli smo pa po drugi strani ful srečo, ker je bil ta praznik Diwali in po vseh vaseh so praznovali
Tukaj vidimo pač, zakaj se gre v bistvu v tem prazniku, ne. Pač Krišna, modre barve, ne, premaga tega grozljivega velikana. In vsaka vas ga je pač naredila malo po svoje, iz tega papirja časopisnega prebarvali so in se zbrali, nabijali muziko in sploh je bilo ful fajn. Eni so pač naredili bolj moderne velikane na Yamaha, čovnu. Pa Nadžiju pa je pač se skupaj izgledalo tako. No, pač krščanstvo, ne. Čeprav v bistvu smo ugotovili, da tam vsi praznujejo vse praznike, ne. Tako da tudi Divali so vsi praznovali. To je pač ulica. Pa Nadži sicer pač ni bil tako miren, kot smo mislili, da bo, ne. Ampak vseeno smo pač se v goji v bistvu spočile, glede na ostalo Indijo. To je pač tržnica. Potem smo se pač šle dalje na vlak. Nismo mogli drugače, kot pa iti nazaj v Mumbai, zato ker v Panadžiju pač ni bilo prodalne kart za turiste in potem se je pač izkazalo, da sploh ne bi mogli iti, oziroma je bila 320 na čakalni listi, ne. In potem so nas pač peljali do tistega mosta in pač me gledamo, kje je železniška postaja, ne, na kar nam šofer sam pokaže po tirih, pa v tisto smer pojdite, ne. In smo šle. To je pač pokrajina Goe, ko v bistvu izgleda zelo nenaseljeno. Pač to je znak, da so Portugalci imeli dolgo časa prek, pa na nek način je pač zelo drugačna Goa od ostale Indije. No, potem, ko smo prišli z Bombaja, pač smo zamenjali karto, ker smo bili 320 na čakalni listi, smo rekli, dobro, dajte nam pač te naše sedeže, ne. Pa nam je pač gospod, ki je karte prodal, rekel, pa saj, kaj pol, če ste 320, sam pojdite na vlak, ne. In potem smo pač ugotovili, da vsi ostali res to delajo, ne, in da je na vlaku grozna gneča, ne. Pač tako je izgledalo. Pa ugotovili smo še, da se nismo prav razumeli z gospodom, ne, in pač mi smo hoteli iti v Kalkuto, na kar smo se pač drugače 30 ur vožnje, na kar smo ugotovili, da gremo čisto čez sever, ne, in da v bistvu bi naša vožnja trajala 48 ur, ne. Po 20 urah je zmanjkalo vode, vedno več ljudi je bilo, ne, in na koncu smo se odločili pač, da gremo kar dol na naslednji postaji. Smo imeli še kar srečo, to je bil Allahabad, drugače zelo sveto mesto ob Gangesu, pa še ob reki Yamuni. Drugače, tu smo se prvič peljali z rikšo. Aha, no, to smo imeli na rikši. Je pa zelo sveto mesto, zato ker se tukaj zlijejo skupaj 3 reke. Ena izmed njih je Ganges. Pač v Indiji drugače obstaja 7 svetih rek, ne. Ena je Ganges, ena je Yamuna, ena pa je nevidna reka. Zdaj, če pogledamo nazaj, to je v bistvu Yamuna, Ganges pride z leve, nevidna reka pa tam z desne. Tako so nam razložili, no. To pa so v bistvu sveti možje. Za njih je značilno, da so pač se odpovedali vsakemu zemeljskemu imetju, bogatstvu in se pač živijo sam še spiritualno. Oblačijo se rdeče in oranžne barve in pač živijo od tega, kar jim ljudje dajo. Puščajo si rast lase in brade in so pač ponovadi zelo revni, zelo asketsko živijo. No, asketsko živijo tudi ti ljudje, ampak verjetno ne po lastni izbiri. Zanimivo pa je, da že par metrov zraven pa najdeš tak totalno bogat tempelj. No, potem smo šle iz Allahabada v Varanasi, to je to najbolj sveto mesto v Indiji, ki je ob Gangesu. Ob Gangesu drugače živi 400 milijonov ljudi. Naleteli smo na grozen, pač na prometni zamašek rikš, ne. Sredi, tukaj vidite motorno rikšo, tukaj pa vidite pač to navadno rikšo, kolo in zadaj pa se pač sedeš, ne. In pač tu je totalna gneča, ne, tisti drugi pa čakajo, da se bodo vključili. Ti kažipoti so se nam zdeli zelo zanimivi, ne, ker pač nismo znali nič prebrati. Zvečer pa smo pač prišli na ta obred
ki se pač dogaja vsako jutro, pa vsak večer, zvečer je pač daljši. In pač to so brahmani, ki potem v bistvu z temi kadili pa z ognjem pač pozdravijo reko Ganges. Tukaj se vedno zbere ogromno ljudi. Tako kot tudi zjutraj, ne? Ko pač lahko greš na izlet s čolnom in opazuješ pač jutranji obred, ki je pač bolj tak intimen, pač vsi se pridejo skopat. Kopajo pa se na teh gatih, ne? Temu se reče pač te stopnice, ki peljejo v Ganges. V Varanasiju so ti gati dolgi 7 kilometrov, vsako jutro pa se tu skopa 60,000 ljudi. In to pač res dogodek vreden ogleda, ne? Zanimivo je pač tudi, da je Ganges izredno onesnažena reka, voda tukaj je strupena. Recimo, če bi primerjali, ne, tu imam takšno primerjavo, v 10 ml vode, ne, najdemo 1,5 milijona bakterij, ki so drugače prepovedane, oziroma jih ne bi smelo biti več kot 500, da bi voda bila varna za kopanje. Zato pač veliko ljudi trpi za boleznimi povezanimi z vodo, dosti jih pač zboli. Sicer so se trudili reko očistiti, ne? Ker pač problem so tudi ti verski obredi, ne? Ker pač ljudje pridejo darovati svečke gor dol, potem pa vse to pustijo, ne? Ampak še seveda dosti hujši problem je pa industrija, ne? In zato so pač probali zgraditi čistilne naprave, vlada je investirala $25 milijonov, ampak čistilne naprave so problematične, zato ker preveč energije požrejo. Tukaj vidimo pač ta obred, ko vam je že Anja na začetku opisala, sežiganje mrtvih. Pač vsak hindujec potem, ko je sežgan, to je pač tipičen način pokopavanja, hoče biti raztresen v Ganges. Pač to je največja želja. In pač če oče ali pa mati umre, dobi starejši sin nalogo, da pač pride sem in raztrese pepel v Ganges. Poleg tega pa dosti ljudi pač pride kar za vsak slučaj umret sem, ne? Se pravi, da stari ljudje se potem, ko mislijo, da bodo umrli, preselijo sem. To pač zgleda tak, temu se reče zažigalni gat. Mi smo tu blizu živele in pač imajo te ogromne količine lesa in potem pač kar vržejo trupla gor, izvežejo in potem jih pač začnejo zažigati. Pravijo, da to zelo grozno smrdi, nam se sicer ni zdelo tako grozno, no? Je pa res, da pač lahko vidiš kak žalosten prizor, no? Pa tudi, recimo, če si kje na poti na ta gat, ne, jaz sem pač bila enkrat v internet kafeju, ne, in vsakih 20 minut so nesli mimo enega mrliča. Obstajajo pa 4 primeri, v katerih pač ne smeš zažgati človeka. To je recimo, če gre za nosečo žensko, za otroka mlajšega od 12 let, če nekoga pečila kobra ali pa svetega moža, tudi ne smeš zažgati. Sicer govorijo, da sveti možje, če jih zažgeš, bi se naj spremenili v dragulj. Tukaj pa vidimo mošejo nad Varanasijem. Pa pač še en gat. Pa to je pač hindujski tempelj, no, drugače. No, zanimivo je tudi povedati, kaj to predstavlja. Nam so pač rekli, da ženske v teh posodice dajo svečke, ne, in pač s tem prosijo bogove, da njihov mož ne bi umrl, no. Pač Anja že prej povedala, kaj se zgodi, če mož slučajno umre pred žensko. Postane vdova in nima nikakršnih pravic več. Mora se oblačiti v belo, si pobriti glavo in pač obstaja velika možnost, da jo bo družina zapustila in jo vrgla iz hiše. To pa je pač tipična prodajalka teh svečk. To tudi prižgeš, pač kupiš za 5 rupij, prižgeš in pošlješ po reki navzdol. In pač s tem prosiš, da bi pač s tvojim članom družine, s tvojo družino bilo vse v redu. Še en prizor Varanasija po sončnem zahodu. Tukaj v bistvu vidimo, koliko teh nekdanjih palač propada. To zato, ker so maharadžam oziroma bogatašem vzeli privilegije. Spodaj pa fant, ki igrajo kriket.
No, če si v Varanasiju, pa če daš oprati svoje perilo, je zelo velika verjetnost, da ga bodo oprali v Gangesu. Mi zaradi vseh teh bakterij seveda tega nismo hoteli, ne? In čeprav so nam zatrjevali v hotelu, da imajo pralni stroj, ne? Pač, ko so obleke prišle nazaj, so imele bolj von po Gangesu, kot pa po pralnem stroju. In potem pač tako posušijo. To vse skupaj je zelo poceni. No, tržnica z ptičje perspektive je. Tako prodajajo sir. Pač v Indiji tudi obstaja ta sistem, ne? V eni ulici prodajajo eno stvar. Se pravi, če hočeš sir, moraš iti v določen predel mesta. Zelo radi se fotografirajo vsi, sploh otroci. Drugače pa v Varanasi res eno mesto, kjer živijo, kjer pač čuti se, da je zelo sveto, dosti raznih tempelčkov je posod, ne? Dosti svetih krav hodi okoli, ne? Tako da obstaja velika možnost, da stopiš v sveti drek. In pa tudi opice, psi, krave, ljudje, vsi živijo v totalnem sožitju, no. Opice lahko vidiš na ulici povsod. To je modernejši tempelj, hindujski tudi. Zato je pač bilo tipično, da smo kot turistke lahko šle not, ne, ker drugače so pač ti templji za tujce zaprti, sam hindujci lahko grejo not. No, lahko greš na en balkonček pa pogledaš, kaj se dogaja. Zdaj pa besedo prepuščam Ani Mariji, ker se bližamo Himalaji. Torej, zdaj smo se odpravili na tisti severovzhod Indije, proti Himalaji. Napakali smo naše nahrbtnike, kar je bilo pač edino, kar smo imeli s seboj, na džip in se odpeljali proti Darjeelingu. Darjeeling je pa mesto na 2100 nadmorske višine, kar se nam je zdelo tako idilično in super. Potem smo prišli pa gor in sicer prej smo tudi že vedeli, no, da ima 100 000 prebivalcev na 2100 nadmorske. V to mestece Darjeeling, odkoder izvira tudi ta čaj, svetovno znani čaj, pripelje tale parna lokomotiva, parni vlak, ki je pod UNESCO-vo zaščito, ampak traja toliko časa, da smo mi raje šli z džipom. Je pa tako, da to mesto, 100 000 prebivalcev, potem pa polno džipov, polno teh, mislim, ta parni vlak skozi gor dol, avtomobili, ljudi polno, tako da ni idila, tako da nas je malo razočaralo to mesto, ampak pač. Tole je ena od stvari, ki so jih pustili Britanci, torej uniforme. Je pa to del, ki je budistični, veliko vpliv je že budizma iz Nepala, tako da tu v bistvu srečujemo samo te samostane budistične in pa gompe. To je naš prvi Darjeeling čaj, ki je bil krasen. Tole se vidite, to je čist budistično vseeno. To so sama tak svetišča, to je pa ta Darjeeling, to mesto. Okrog pa sama gorovja. Šle smo drugo jutro, mislim, da zjutraj na znameniti Tiger Hill si ogledati sončni vzhod, ki naj bi bila ne vem kakšen poseben dogodek, ogledati si sončni vzhod iz Tiger Hilla. Potem smo pa sem prišli in videli toliko ljudi, da ne tudi kar smo rekli, smo videli že kaj lepšega in ko je sonce prišlo iz gora, ko je šlo, so ljudje začeli, ne vem, upiti, joj, kada je prišlo na oder, ne vem kaj, kada je neka zvezda prišla na oder. To se pač prebuja jutro in sonce je šlo. Mi smo potem šli na sprehod in se ogledali budistične gompe. Tole je bil prej en menih. Tamle na levi vidite molilni val, noter v gompi. Tako budisti molijo, da vrtijo ta val in pač molijo s tem. Drugi način molitev pa so molilne zastavice, ki jih bom potem kasneje pokazala. To so pač Dalaj Lama, to je notranjščina tega templa. Samostani, vsi so na podoben način zelo pisani. To je, mislim, največji v Darjeelingu in ima noter polno teh mladih menihov, ki so tu v šoli. Je pa tudi ena mošeja bila, tu direkt zraven našega hotela, tako da tudi tu se religije križajo. Je budizem, hinduizem in islam in verjetno tudi kaj krščanstva. No, to je Darjeeling na 2100. To je osvežilna zadeva, ki jo jejo na mesto čigumija.
razni mentoli, kokosi, neke njihove začimbe, ki to že večeš in super, no, zgleda malo čuden, potem pa, ko probaš, to nam je en podaril, zato smo probali. No, to sta deklici v čajnem polju, ki pa je, to je Čajevec, ki pa je čisto zraven mesta, no. Smo pa videli tudi kasneje čajna polja, ki niso, pač, ki so čisto daleč od mest. To je v tovarni čaja, še zelo stare naprave za pridelovanje, za sortiranje, sušenje in tako naprej. Še od Britancev so te naprave, to je za sortiranje čaja po kvaliteti. Ženske delajo, to bomo še srečevali, kot je že prej Nuša omenila. Potujejo tudi, no, ampak zdaj za Indice je pa res precej to, da to fizično delo je bilo dostikrat pač v ženskih rokah, no. No, mi smo pa pač potovali, smo bile take Evropejke in smo šle na trekking, smo se šle pač sprehajati po gorah. Smo pa hodile na meji med Indijo in Nepalom, tule smo že na nepalski strani, tako da malo smo bile tudi v Nepalu, kar je bilo tudi v prvotnem načrtu, idejnem, ampak ni časovno se izšlo, tako da smo potem rekli, rajš orang Indijo, kot pa da neki norimo. To so te molilne zastave, ki sem prej omenila. To je tudi pač napisano molitev in potem plapola v vetru in to je pač njihova molitev budistična. To je Kanchenjunga, najvišji vrh Indije, 8598 nadmorske višine in nas je spremljala ta gora ves čas našega 5-dnevnega trekinga. Rastlinstvo se je ves čas spreminjalo. Tole je rododendron, to vedno mešam, ki menda marca in aprila krasno cveti, nas pa pač je bolj v zeleni barvi spremljal. Gompe, na meji so pač vojaki, nepalski in indijski, en bolj srečen kot drug, to je spet Ogorovje, naš prvi postanek, naša prva noč. To je na 2000 neki nadmorske višine. To so te molilne zastavice in pa sončni zahod. No, to je bil dokaz, da smo bile res gor. Smo se pa opremile dodatno v Darjeelingu in si kupili take, z Nušo smo si kupili take debele šale, ker smo pač slabo opremljene prišle. Samo z enim nahrbtnikom pač ne moš pripeljati cele opreme s seboj za v hribe. No, to je bil en lepših sončnih zahodov. Potem, ko je pa sonče šlo dol, se je pa zelo shladilo in smo dali nase pač vse, kar smo imeli. In meni je bil ta prizor res fenomenalen. Tudi deke smo se zadekali in pa še vse nas je zeblo, no. Ampak to ni bila najhujša noč. To je pa naš prijatelj Finc. Ker Evropejci pač hodijo okrog, od leve proti desni, recimo, sam za pač predstavo. Belgica, Slovenke, Finc, Maltežan in Čeh. Pa na levi čisto od spodaj je pa naš vodič, ki se je skril pred sliko, pač, pa na desni je pa Nepalc, oziroma pač ta indijskega državljanstva, ampak Nepalc, tako po rodu, je pa lastnik te hiške. Zjutraj smo se kar vsi skupaj odpravili na pot in temu fantku ni bilo mrzlo očitno tako kot nam, ne. On se je v ranem jutru si je v ledeno mrzli vodi pač umival lase, sam. Šli smo čez Singalila naravni park in spet to Ogorovje, Kanchenjunga. To je tudi za džipe primerno, če je treba. Vreme se je ves čas spreminjalo, taka mistična megla je prišla na trenutke, ampak je tudi hitro šla in če si hotel ujeti, si mogel biti res hitro, no. To je bilo meni fantastično. Tu je pač zemljevid, tu vidite pač mejo, se piše Indija in tu smo zdaj se nahajamo in mi smo pač tu hodile po tem delu med Nepalom in Indijo. To je naša skupina, en dan smo potem skupaj potovali, na levi so 3 vodiči, drugi smo pa pač turisti. To smo pristopili zdaj na nepalsko stran in to je nepalska vas in smo malo začutili pač tega nepalskega življenja, gorskega. To je način, kako nosijo vse stvari v tem delu. Vojaki pa igrajo odbojko in se zabavajo
imajo tudi neko posebno igro, mešanica med biljardom in damo, neki frcajo, neki se me spominja na ene igrice, ki so jih fantje igrali v osnovni šoli. Tale desen je pa čisto za zanimivost kuhar, ki je potem laufal čez 5 minut za eno kuro in metu za njo palco, ker je na ta način očitno hotel pač za kosilo pripraviti. Pač živali so tudi gor. Ne vem, živali so gor, ja. In v bistvu budisti jih pa lahko jejo, ne. Oni lahko govedo jejo, ker drugače pač hindujc ne bi imel kaj delati s kravo v hribih, ne. Oni pa jo lahko pojejo. To je bila ena hiša, kjer smo pač preživeli eno od noči. Spet nas je zeblo zvečer. To je ta šal, ki smo si ga kupili z Nušo. Anja ima kar deko. Tu je pa Mont Everest. To je pa zjutraj sončni vzhod, ker smo kar doskrat šli sončni vzhod gledati. Tule vmes je Mont Everest, so nam razložili. Zgleda majhen, ampak pač najvišja gora sveta. Potem rastje se je spet spremenilo, vsak dan res čist. Čeprav smo se premikali za, ne vem, vsega skupaj smo, mislim, 90 km prehodili, ne, v 5 dneh, kar ni neki zelo velika, ne, ampak se je pa zelo spreminjalo vse skupaj. Nizozemci so se pa odpravili bolj na en tak poseben način na pot, so na konje dali vso opremo, tudi kuhno, spalnico, WC-je in vse, in so takole konje pač na konje vse gor dali in sami šli peš, brez prtljage, potem pa so vse skupaj vsak večer postavili zraven koče, pač WC-je, kuhne, spalnice, kar nam ni bilo jasno, ker koče so bile prav fajn, samo mrzle, ampak gotovo bolj tople kot pa njihove pač. To je ta rododendron. To, ja, nas je fasciniralo. No, to je bila najhladnejša noč na 3600 falut in vidite, kako smo rdeče in zadekane, ker prišli smo ob 3 popoldne na ta vrh, najvišji, ki smo ga pač nameravali doseči. Ob 3 popoldne smo že prispeli, ker smo bili pač tako hitri. Potem smo po zgledu enega drugega vodiča pobrali vse možne odeje po drugih poslah, ker soba je bila za več kot 30 ljudi, nas je bilo pa samo 6, ki smo potem spali tu noter in smo si pač več kovtrov in odej naštimali, pa či smo se zadekali, pa čaj smo si prvošli, pa juho, pa pisali smo dnevnik, pa potem smo se pogreli, ampak bilo je res noro mrzlo. Samo po noči smo se potem nekako greli. Anja si je pomagala s toplo vodo in naročila in potem je šlo. Okna so vsa spuščala veter noter, ne, zato je bilo tako hladno in smo potem pač vse polštre vzeli in zabili noter v okna, pa vse deke, vse v glavno smo porabili, da smo se izolirali. Čeprav ni pomagali, ker Indijci so pa prišli not v prostor, ki je bilo direkt si prišel od zunaj, noter v to sobo, ne, je Indijci odprl pač vrata in šel noter, odprto pustil ali pa tako brigali njih. Pač mi smo hoteli čim bolj zadihtati, oni so nam pa odpirali, tako da pač. No, zjutraj so nas postregali z tibetanskim kruhom, to je tako, kot ena palačinka, tako testo, pečeno v pač orenk, veliko olja, ocvrto, ja. Tako da, to je ta hiška, kjer smo pač prespali. To je spet ta Kanchenjunga. Tu imamo že pač to višje, bambus. To je res tak naravni park, to je neko staro svetišče, tam sredi gozda bilo na neki skali. Potem je ena vasica na 2800 terasice, tako da je v bistvu samozadostna bolj ali manj ta vasica, ker ima lepo kmetijstvo, pa vodo ima tudi šolo, boste potem videli. Ker tu smo hodili in potem smo zaslišali neko glasno petje otroško in smo prišli tu noter in je bila šola in so potem še bolj navdušeno peli. Sploh se niso ustavili. Tako da to so ti mladi Indijci. Čajevec.
potem visoki iglavci, spet te molilne zastavice in edini način, kako tu pač lahko kaj prineseš, je z konjem ali pa peša, ne, tako da si pač pomagajo s konji. To je pa tukpa, to bi spadal prej še hrani, ampak je značilna hrana za to območje, to je kot neka juha, mešanica med juho in testenina, špageti, no? Tako da v bistvu špagete ven potegneš, tam malo se vidi, prav na vilco si jih naviješ, potem pa še juho poješ ali pa obratno, no, kakor ti paše tukpa. To so sladice na osnovi mleka in sladkorja. To je še ena značilna stvar, ki smo jo ves čas videvali. Na vsakem avtu od zadaj piše blow horn, kar pomeni pač, da naj potrobijo, a ne drugi, ki ga vidijo. Tako da predno, koga prehitiš, potrobiš, koga prehitevaš, trobiš, ko si že prehitev, trobiš. To ves čas se trobi, ne? In zato je zelo živahno na indijskih cestah, da ne omenjamo tega, da se najde na cesti vse. Na avtocesti srečaš kamelo, tako da pešca, vse srečaš. No, to je pač trgovina, taka, ne vem, nismo srečali orenk velikih trgovin, razen v velikih mestih, drugače pa takole prodajajo na ulici vse, vsak je specializiran za svojo stvar. No in ženske delajo. Na levi strani imate ženske, ki nosijo, na desni imate pa indijske moške, ki se držijo čez ramo. In dobili so vzdevk miškoti, to je ampak pač to je že druga zgodba. Izgledajo, kaj ni miškoti, no. To je ena punca, ki je že potovala po Indiji, jih je takoj poimenovala in nekako jim paše ta vzdevk. Za razliko od sikov, ki jih je prej Nuša omenjala, ki pa izgledajo bolj ta pravi moški, tako više rasti in ta pravi, tako kot jih je že opisala. Indijci, hindujci pa so bolj tako. To je pač en čajev nasad. Potem smo prišli v Mirik, eno manjše mestece v Himalaji, kjer so pa snemali en film. To je filmska produkcija, nepalska. In je bilo precej smešno tudi, no. Precej zabaven del. Potem Mirik je znan po enem velikem samostanu, ki je zdaj ravno bil zgrajen oziroma ga še dokončujejo, ki ima pač spet veliko teh malih menihov in ne boste verjeli, ženske delajo. Fantje pa hodijo v šolo. To je pač čist tipična notranjščina templa. Tu so gor spravljene svete knjige. Zdaj smo pa že v Kolkuti, ki je edino mesto, kjer še obstaja človeška rikša, kar pomeni, da pa človek vleče voz, ne. Drugje smo videli kolesarje in pa motorizirano, ne. Tu je pa v Kolkuti se pa tudi to sreča. Moram reči, da je Kolkuta, veliko je v Kolkuti še britanskih ostankov, ampak zdaj bom še prej tole povedala, da smo šli v botanični vrt, kjer je največji fikus na svetu. Tole, kar vidite, to je vse drevo eno. No, sam mačkan, torej, ja, največji deblo, no, deblo je bilo odstranjeno, fikus pa, kot veste, ima zračne korenine in iz tega so nastala številna debla. To je vse eno drevo, to so zračne korenine, ki so postale pač debla. Osnovno deblo pa je bilo pač uničeno od strele ali nekaj takega. To je vse eno drevo. In to je vse eno drevo, to, kar vidite. Pač ampak fikus te vrste, ne. Zelo so ponosni na svojo kavo in na svoje indice. Piše od spodaj: Our coffee is like your man, strong, dark and Indian. Se pravi, naša kava je takšna kot vaš mož ali pa moški. Močan, temen in indijski. Victoria Memorial v Kalkuti je pač spomin kraljici Viktoriji, tule jo imate črno. Zelo je pač veliko britanskega vpliva je ostalo v Kalkuti, te parki, velike kolonialne stavbe. Tako da Kalkuto sem si jaz drugače predstavljala, predvsem zaradi tega, ker je pač znana po materi Tereziji.
moram pa reči, da tega mi nismo videli, kar je pač teh hudih slamov največje revščine, ker do tega pač moraš tudi imeti dostop, ne moraš kar prideti pa jeti v najhujše. Tako da ne zgleda tako hudo, kot pa pravijo. Sadje prodajajo posod, taksiji, brivci so na cesti, tako da Kalkuta je eno mesto, ki smo ga potem zapustili in šli naprej v Agro. Agra pa je mesto, ki je znano po Taj Mahalu. To je mavzolej, ki ga je šah Jahan dal zgraditi za svojo drugo ženo, ki je umrla ob porodu njunega 14. otroka. Gradili so ga 22 let, ta mavzolej, k njemu pa spadajo še mošeja in pa tak ogromno obzidje. Mi smo si za Agro vzeli samo eno jutro v bistvu, hoteli smo pač sam videti Taj Mahal in iti naprej, ker se nam ni zdelo, preveč je bilo govorov o Taj Mahalu, zato smo raje hoteli videti druge stvari. Ampak je bilo zelo vredno gledati, nas je zelo fasciniralo, konec koncev. To je, mislim, da mošeja na eni strani. Tamle vidite mogoče zelene papige, kar se tudi ne zgodi kar tako, da jih vidiš, so letale tukaj okrog. Kamnoseštvo na cesti, direkt, zraven Taj Mahala, to je prav kamnoseštvo, tako se dogaja. Taj Mahal od zadaj. In prihajamo v puščavski del Indije, proti Rajasthanu se peljemo in zato so značilne kamele, kar bo pa Anja predstavila. Ja, te kamele se vračajo iz Puškarja. Namreč vsako leto se konec oktobra zgodi kameli sejem. To ni samo sejem, kot si ga mi predstavljamo, ampak dejansko se dogajajo razni plesni teatri, muzika, razni festivali, torej, potem neki verski obredi, plus trgovanje. Ne? To je precej sveta stvar, ampak v Lonely Planetu piše, ki je bil naš vodič ves čas, da je celo dvema tujcama uspelo kamelo kupiti, ne? Kar pomeni, da in se potem z njo podati v puščavo, kar pomeni, da se le spreminja odnos tega dogodka, da ni več tako svet in zaprt strani Indijcev do ostalega sveta. Torej, to je ta dogodek. Zdaj pa si poglejmo mesto Puškar. To je zelo malo mesto ob Svetem jezeru. Nastal je, ko je Brahman vrgel lotosov cvet in se pravi poln gato teh prizorišč, kjer se dogajajo te verske obredi. In mi smo tudi doživeli en verski obred, namreč tule. Sveti možje, ne vemo, ali so sveti ali niso, ne, dejansko se morajo za svoj lasten kruh preživljati na način, da opravljajo obrede. Mi smo prišli tja in so nas vprašali, če bi se priporočile njihovim bogovom. Podali so nam cvetje, nam dali tisto piko na obraz in potem smo mogli tisto cvetje spustiti v vodo in to bi nam naj prinašalo srečo vnaprej. Seveda so za to stvar zahtevali protiplačilo, ne? In takrat so nam precej zamerili, tako da smo se probali takih ljudi vnaprej čim bolj izogibati. No, to pa vidimo nekega indijskega vodiča, ki se tudi na ta način preživlja, da turistom pripoveduje zgodbe. Mesto Puškar je torej majhno, okrog je veliko gričev z templji, in pa je ob robu puščave, kar bomo tudi kasneje videli. Torej, tu vidimo en gad, tempelj in hiše, ki so bolj ali manj bele barve. Tu vidimo en tempelj boginje, ki bi morala postati žena Brahmana, tega vrhovnega boga, če ga lahko tako imenujemo. Legenda pa je taka, da je Brahman se želel z njo poročiti, dobiti bi se morala na enem izmed teh gatov, ker je zamujala, verjetno ni pravočasno dobila sporočila, da jo tam čaka, se je Brahman nič hudega sluteč poročil z drugo žensko in kot posledica
brahmanovih templov, ne samo v Indiji, ampak tudi drugod, ni veliko, ne. To bi naj bila kazen. No, to je Brahmanov tempelj, en izmed redkih. Tule vidimo nekatere Indijce, ki si denar služijo na ta način, da ko pride obiskovalec v tempelj, si mora še pred tem sezuti čevlje in jih pač odložiti v ene izmed teh posodic. Veverica. No, mi smo se pospele na ta tempelj, reče se mu pa Savitri tempelj. Evo, pogled iz tega templja je res prečudovit. Da vidimo, da je mesteco res malo z majhnimi jezerami z hiškami okrog. To je še pač notranjost. Drug dan smo se odpravili s kolesom, ki je mimogrede zelo priljubljeno prevozno sredstvo Indijcev in imajo zelo kvalitetna kolesa, to moramo potrditi. Se pravi, smo se odpravili v puščavo iskati še nekatere templje. Zelo močno smo se trudili, da bi našli tisti tempelj, ampak se boste potem videli, zakaj smo ga zgrešile. Opice. Aha, to so pa nekaj vmešali. Nič hudega, bom pa povedala prej o Puškarju. V Puškarju veliko trgovin in recimo to je primer družinskega podjetja, ki izdeluje čevlje. Anja, ti imaš tudi danes, lahko pokažeš mogoče? Sama mene čisto preproste, tako je zelo tipično, ker jih tudi v Evropi dobiš, drugač malo smo vse kupili tudi take posebne, v Evropi ne dobiš. Ja, tu so zelo pocenne, krog $100 recimo. Pri nas vem, da so jih prodali v Ljubljani krog 7,000. Ja, tako da. Evo, mi s kolesi. No, naletele smo na skupino ljudi, ki se je odpravljalo iz majhne vasice proti Puškarju s tem avtobusom. Pokvarila se je, oziroma spustila se je guma, nekaj mogla biti narobe in ne boste verjeli, tu pa moški delajo. Ženske čakajo. Zdaj tule se ne vidi barva, ampak no, okej, ja. Srečali smo otroke na poti, ki so zahtevali denar. Mi smo se na to prosjačenje že kar navadile, ne? In smo se nekako prepričale, da s tem razdajanjem vsem ljudem, ki smo jih srečevali, ne bi rešile situacije, ne? Tako da smo se mogla res disciplinirati, da nas niso zavedli s svojimi raznimi predstavami ali pa, ker recimo nekateri so imeli zlomljeno roko, zelo na čuden način in je izgledalo vse skupaj zelo grozno, ne? Tako da moraš biti kar trden. Tu vidimo namakalne naprave. No, in to je pa ta tempelj, o katerem sem govorila. Odpravljali smo se ravno s tem namenom, da ga vidimo. Odpeljali smo se mimo, ne, in smo ga iskali, no, in potem čisto po naključju najdli, gre za zelo mali, tako kot pri nas kapelca, na primer, z raznimi objekti, stvarmi, ki so jih darovali bogovom. To so moški, majhni trgovinci, takih najdemo povsod, ščigumi, tobaki. O tem sta prej govorila kolegice o teh turbanih, ki so zelo praktični v puščavi. To je še enkrat pogled na Puškar. Kot vidimo, nimajo teh tipičnih streh, kot jih imamo pri nas. Zato se na strehah dogaja življenje. No, tu je še tisti prizor, ko se je avtobus pokvaril. Kot vidimo, so ženske zelo barvite. To je prav posebnost tega Rajasthana in naj bi barva odražala njihov položaj, ne? Se pravi, tu tudi vidimo, kako so se kaste ohranile, ne? So prijetni ljudje. Še en tempelj. No, tu sta pa dva miškota, kot jih mi imenujemo, ki sta nas prav prosila, da naredimo fotografijo na traktorju. Sta bila zelo ponosna na svojo mašino. To pa je poroka.
ki se dogaja povprečno 15 dni v Indiji. In v bistvu izgleda tako, da se med drugim sprehajajo po ulicah. Zelo glasno igra band, tu vidimo Rajasthan band, ki ima ime ravno proti tej državi, zvezni. In potem ga spremljajo po vrsti, ko bomo videli, ženske. Imajo pa dva sprevoda, posebej za ženina in posebej za nevesto. In nevesta bi naj bila rdeče oblečena. To nosi neke darove. To je že po noči, se pravi se poroka zavlekla. Tu pa vidimo rikšo, ki je v bistvu nek transformator za elektriko. Ne? To je ženin na konju. Tu smo pa že prispeli v drugo mesto, ki se imenuje Jodhpur. To je trdnjava Merangat. Je pa zanimivo v tej državi zvezni Rajasthan, ki imamo cel kup enih mest, ki imajo imena po barvah. Namreč glavno mesto, kako je že, Jaipur, ja, je roza barve. Potem to mesto Jodhpur je modre barve. Potem pa še kasneje bomo videli zlato mesto. Zelo zanimivo za pogled. Je pa to zelo tipično, se pravi tržnica pod utrdbo. Konec koncev je to mesto nastalo kot neka trgovinska postojanka, se pravi kot neko križišče trgovskih poti. Ustanovil ga je pa Rajput, oziroma, kako se reče, glavni vladar na M? Maharaja, pardon, ja, nisem se ga zdaj spomnil. To je tudi značilno za to območje, namreč Rajputi so bili vojaški vazali Maharadžam, oziroma, kako bi rekla, označili so jih kot zelo ponosne može, ki so v primeru, da so se zavedali, da so prešibki proti svojemu sovražniku, so bili pripravljeni narediti samomor, če rečemo po našem besednjaku. To pomeni, da so se vrgli na grmado skupaj z vsemi ženskami, ki so bile njihove pripadnice. Se pravi, to kaže na njihov ponos. Se pravi, ko so jih Maharadže potem podredile, so jim dovolile neke vrste neodvisnost, da so potem še naprej imeli to funkcijo vojaških branikov države. In vsak si je zgradil to trdnjavo. Ne? In zdaj si bomo tudi pogledali eno. To je še lasi. To je neke vrste mlečni napitek, kot kefir ali pa jogurt pri nas, pomešan z začimbami ali z sadjem. Zelo osvežilna pijača. Tu vidimo mesto, že neke modre barve. Namreč zelo modro mesto je samo stari del. Potem pa so, kjer so živeli brahmani. To so, kot smo že prej povedali, najvišji sloj, se pravi duhovniki pri nas, se pravi svečeniki. Potem kasneje pa so začeli tudi drugi graditi take barve hiš iz zelo praktičnega razloga, ker modra barva odganja komarje in tudi v bistvu temperatura v hiši je potem nižja, ne, kar je v tem puščavskem delu zelo praktično. Te pogledajte navzgor, proti, evo, tu smo pa že noter v tej utrdbi. Maharadža, ki je lastnik te utrdbe, se je namreč zelo znajdel. Namreč, ko je se Indija osamosvojila, so zgubili, oziroma z Gandhijem so zgubili precej pravic. In nekateri so se znašli, nekateri se niso. Se pravi, ta se je znašel, ker je svojo lastnino tako obnovil in preuredil v muzej, da mu sedaj prinaša dobiček. Noter je muzej in pa smo si lahko pogledali, kako je življenje te Maharadže izgledalo. Tule konkretno je
je eno izmed vrat ali pa pročeli. Namreč to utrdbo so s časoma povečevali. Ne? Prvotno je bila manjša, potem pa z vsako zmago na bitki so nekako to prikazali z dogradnjo te utrdbe, tako da na koncu ima obliko tako, kot je zdaj. V bistvu s to utrdbo pa se je gradnja končala, zaradi tega, ker namreč, ko se je bližala bitka in je Maharadža oziroma Rajput zaznal, da izid ne bo dober, so opravili ta skupinski sežig, bi temu rekla, no in te roke to simbolizirajo. Vse žene so se namreč skupaj z njim podale takrat v skupinsko smrt. To so ta vrata v bistvu in to so te roke, ki smo jih prej videli. To je že muzej, to je ta stol, kjer so okronali. Prikazali so nam način, kako zavijajo turban. Kot vidimo, je to ena dolg kos blaga, ki ga zavijajo okrog. In zanimivo je, da recimo v naslednjem mestu, ki ga bomo videli, Jaisalmer, imajo celo tekmovanje v zvijanju teh turbanov. Tu vidimo nevesto v rdeči barvi, zelo bogato oblečena. To pa je ta stol, v katerem so nosili Rajputa. Ne? Pogled navzdol. Tu je hotel, palača, ki je hotel, muzej in prebivališče današnjega Maharadže, ki je namreč ugotovil, da življenje v tej utrdbi bo predrago in se preselil tja. Tu vidimo primer tako imenovane miniature painting. To je značilna slikarija, bi rekla, ali pa način slikanja teh Rajputov. Dvodimenzionalno in pa z veliko majhnih detajlov. To smo videli v muzeju. To je utrdba, ki je velika okrog 14 km in obdaja to, obzidje, ki obdaja to utrdbo. Kot vidimo modro barvo, ki se je pomešala. To pa je to staro mesto, ki je značilno modro. To smo pa že v tem hotelu, kjer ena nočitev stane mimogrede okrog $8,000. Spravi zelo poceni. Ampak mi nismo tam prispali, smo ugotovili, da je predrago za indijske razmere. Maharadža, kot vidimo, se je znašel še na en način, odkupil je zemljo in sedaj gradi nepremičnine, ki jih bo prodajal naprej. To pa je trg, ki ga mi imenujemo Bolši trg, kjer prodajajo starine. Jodhpur je zelo znano pri evropskih dilerjih ali pa trgovcih z starinami. Mi smo si ogledali eno izmed njih, to so namreč ogromne hale, kjer vsakdo lahko najde nekaj za sebe. So pa cene, kljub našim pričakovanjem, bile kar visoke. To je pa že pogled iz starega dela na utrdbo. Moški se srečujejo na trgu, kartajo, se pogovarjajo o politiki. To je navada in moških in žensk. Evo, tule vidimo še bolj. To pa je motorizirana rikša in kot vidimo, je tule reklama za te bollywoodske zvezde. To je neko jezerce, ki smo ga odkrili za tem starim delom. Sedaj pa vidimo, da se življenje na strehi dogaja in da so upice vse posod prisotne. Evo, tu smo pa že v Jaisalmeru.
To je utrdba zlate barve, zato tudi ime Zlato mesto. Je ob robu puščave Tar. Zelo znano, turistično zelo znano po teh kamelih safarijih, kamor smo se tudi same odpravile. Čeprav tega na začetku nismo načrtovali, namreč na vlaku smo srečali cel kup zvodnikov, na kar ves čas opozarja Lonely Planet, ampak mi smo nasedle, ne hote. Namreč zgodba je bila taka, da smo prišli z vlaka, že po noči nam je nekdo ponujal en hotel. Zaradi tega, ker je bil tako vsiljiv, smo se odločili, da ga ne bomo vzeli, da bomo našli nekoga drugega, in ko smo prišli ven, je bila tam policija v postaji in cel kup ljudi, ki so vpili, da je njihov hotel pa res najboljši. Bile smo čisto zmedene, nismo vedeli, kam naj gremo, in potem smo se čisto po naključju odločili za nekoga, ki nam je obljubljal zastonj vožnjo in dober hotel za nizko ceno. Peljali smo se po neverjetno dolgi poti in pač mi smo rekli, v redu, tale hotel bi imeli, po Lonely Planetu je tole kar v redu. Je rekel, ja ne vem, mislim, da je poln, ali kak je že bil izgovor, da je mrtvo in to, v bistvu nas je peljal samo v nek del, kjer je vedel, da ni življenja, ne, da bomo mi potem rekli, no pa dejte nas potem peljati tja k vam, ne. In smo potem na koncu ugotovili, da je bil to isti hotel, ki nam ga je nekdo na vlaku ponujal, ne. No in ta zvodnik nam je potem še prodal ta kameli safari, tako da zato smo spremenili plan, to je v bistvu bil moj namen, zakaj sem to zgodbo povedala. In je zelo tipična za Indijo. Te zmikavti niso, oziroma zvodniki niso samo v tem mestu, ampak praktično povsod hočejo nekaj prodati za nizko ceno. To je v utrdbi zgradbe, kot vidimo, majhni detalji in zelo zanimiva arhitektura. Pogled na mesto, ki je zelo zlato ob sončnih žarkih. Evo, tu pa je že srečanje žensk in moški. Kasneje bomo videli, zakaj smo ga slikali, tule se ne vidi tako dobro, ampak evo. To je njegovo bogatstvo, na katerega je verjetno zelo ponosen. Kaj? A ste ni videli? A ste videli? Tole. Ne, to niso brki, to je z ušes. To si pustil rast, prav pogosto. Ja, in te moške sem srečala, predvsem tu, ne, v Jaisalmeru, ne, in smo jih ves čas lovile s kamero, ampak tale je najbolj uspela. Krava, svita. To je pa Jain Temple. Jainisti so znani po tem, da imajo neverjetno spoštljiv odnos do živali. Slišala sem, da v enem mestu je bilo to, v Deliju, so zgradili nekakšno bolnišnico za ptiče. Da. Ga pa žal nismo obiskali. Evo, tu smo se odpravili na kameli safari. Zgledamo verjetno zelo profesionalne. Naš vodič je bil 12 let stari fant, ki je znal kar dobro angleško. Tu smo se ustavili pač vmes smo se ustavili po parih urah, je že na kosilu, ki so jo pripravili vodniki. Kot vidimo, so zvezali kameli noge, da ne bi zbežala, ne. Se tudi one so mogle jesti, ne. Evo, tu pripravljajo čapati. Kamnine so zelo zanimive, mi smo se malo igrali in smo videli, da oddajajo barvo. To je en pravzaprav iz Južnoafriške republike. Bila je zraven tudi njegova sestra, tako da to smo bili ekipa. To je bilo pa zvečer, ne, pravzaprav zjutraj. Zjutraj.
Pripravljajo so zajtrk. Ni potrebno komentirati. No, to je bila ena izmed mojih najljubših noči. Namreč bili smo tako daleč od vsega sveta, bi rekla, da so se zvezde zelo dobro videle, ne, ker ni bilo luči okrog. Tako da res bil prečudovit pogled. Mobitel ni vlekel, no, to verjetno že dosti pove. No, imeli smo tudi čast, da smo srečali kralja puščave, ki je mimogrede smrtonosen. Zatrjevali so nam pa, da teh v tem obdobju naj ne bi bilo, ne, ampak srečali smo ga in ko smo pokazali našemu zmikavtu tole stvar, ne, je rekel, ne, to pa ni škorpion. To ste vi narobe videli. Tudi puščava, kot vidimo, se zelo spreminja, ne? To je ta tipični pesek, prej smo videli kamnine, ne? No, to ne bi kaj dosti komentirala, smo zelo smešni. Meni so namreč posodili nova očala, ker sem jih izgubila. Ja, no. V bistvu, ja, zakaj sploh hodimo, ne? To je namen te slike, da povemo, zato, ker so nas zadnjice tako bolele, ne? To je neverjetno naporno, ne? In bile smo tudi hitrejše od kamel, ne, ker se sprehaja 3 km na ure, tako da v bistvu v tem času, ko smo hodili peš, smo v bistvu pridobili na poti, ne. So pa neverjetno uslužne živali, ne, ko se sprehajaš pred njo, ne, in se ustaviš, se bo ona tudi ustavila. In potem, ko se sprehajaš, spoga ne rabiš nič rukniti, ne, prid, ne, tako greš ti, tako gre on. Zelo zanimivo. Ja, v zadnjem delu so zelo pospešile tempo, tako da mislim, da smo se gibali 3,5 km na uro, ker so videle vodo, ne. Evo, potem smo se pa odpravljali v Deli, v glavno mesto, s tem vlakom, ki je bil naš stalno prevozno sredstvo. Anja drži v roki nemško torto, ki smo, pač našli smo nek bar z nemškimi specialitetami in po 5 tednih, 6, ne, 5 pa pol, se nam je pa že pošteno zluštale na konkretne evropejske torte. No, takole to zgleda, kot ste že prej videli cel kup slik. Tule igramo osveščene evropejke. Ta gospod nam je ves čas dopovedoval, da to nima smisla, da najboljša stvar, ki jo lahko narediš, je, da vržeš smet čez okno. Raste se spreminja, spet vidimo zelenje in to so naši miškoti, ki nas opazujejo na postaji. Na postaji je namreč zelo živahno, odvisno tudi, kje si, ne, v katerem mestu, ker ljudje si na ta način služijo denar, ko prinesejo razno hrano, ali kaj skuhajo, ali prinesejo samo banano, ali oreščke, karkoli. Tako da izkušnja na vlaku bila res zanimiva, ker smo samo čakali, da pride, da se ustavimo na postaji in da bo spet se dogajali in spet se derajo čaj, ali ne vem, karkoli drugega. Ne. In potem smo poskušali, no kaj pa je to, in smo probali in tako da je bilo kar pestro. Vmes smo dobili enkrat first class, ne, prvorazredni vagon in moramo reči, da se nam ni dopadlo, ker je bil mir, klima in to je bilo čisto v nasprotju z Indijo, tako da smo rekli od zdaj naprej tretji razred. Opa. Ok. Hvala. No, to smo pa že v New Deliju. To je bahajski tempelj. Zelo lepa stavba. Bahajski tempelj, zato ker je tempelj bahajske religije. To je religija, ki je združila vse. Se pravi, ima vstop vsi, ne glede na religijo, in to je za Indijo kar en korak naprej. Kljub temu, da že živijo v sožitju med sabo. To je pogled tudi znotraj. Sem smo se pa odpravili zato, ker smo bile povabljene strani slovenske ambasade na španski večer.
in ta koncertna dvorana je bila nasproti tega Lotusovega, pravzaprav bahajskega templa. Vidimo špansko plesalko. No in tule vidite, kako smo se upravljali v indijsko opravo. Nuša ima svileni rekelc, mi imamo pa iz pašmine, ne, z volne. To je v bistvu pridobitev iz Jodhpurja, ki je značilno trgovsko mesto, kjer smo se odpravljali čistko iz radovednosti in na koncu zapravljali kar precej denarja. Kljub temu, da smo mislili, da smo prešparali, ker treba barantati. Trgovina s sokom naravnim, ki je zelo poceni in zelo dober, tako da smo si kar pogosto ga privoščili. To je slovenska ambasada v New Delhiju. In to je odpravnik poslov in njegova žena. Odpravljali smo se z šoferjem na prizorišče, kjer je stalen sejem. Tu bi rada poudarila, da je njihov šofer Sikh, ki so ga opisali kot nasplošno Sikhe, kot zelo zanesljive ljudi. Ne? Tako da v slovenski ambasadi so Indijci, ki so zaposleni Sikhi. To je ta sejem, ki sem ga prej omenila. To je stalen sejem, kjer se vedno srečujejo različni umetniki iz vse Indije. Se pravi, na tem mestu lahko kupiš značilne predmete iz posod. Tudi srečaš glasbenike in razne igralce, plesalce. Glede New Delhija bi še to povedala. New Delhi, ki ga mi poznamo, je v bistvu nov del. Old Delhi je pa bil prestolnica v času muslimanske nadvlade, se pravi od 17. do 19. stoletja. Old Delhi pa so zgradili Angleži, ki so potem, ko so prestavili prestolnico iz Kalkute. In ta del, v katerem smo sedaj, to je stari del, ki je v bistvu neke vrste bazar, zelo znan shopping center, ki ga Lonely Planet tudi priporoča in smo si ga pogledali. Tule smo si namreč naročali ne čaj, ampak naravni sok in ko smo obrnili se okrog, smo ozrli poglede teh črnih oči. To je tudi Red Fort iz starega dela mesta, ki je bil zgrajen v času, ko je bil zgrajen tudi Taj Mahal, se pravi Šah Jahan ga je dal zgraditi. Poleg tega še prečudovito mošejo. Gremo kar naprej. Se pravi, tule razloži, da je bil zgrajen v 17. stoletju. Ampak zanimivo je, da ta Šah Jahan ni nikoli zavladal v tej prestolnici, zaradi tega, ker ga njegov sin ga je dal zapreti. Ne? In potem njegov sin je bil zadnji mugelski vladar, ki je vladal iz New Delhija. Vidimo ta značilna rdeča barva, zato tudi ime Red Fort. Obiskali smo tudi muzej. Drugače pa vsaka stavba imela neko funkcijo. Kot vidimo te značilne detajle, ki so tipično indijski. Ta bela stavba pa je bila namenjena vladarju, ki je srečal določene ljudi v privatnem življenju. In zraven je tudi savna s kopališčem. To je ta stavba, kjer se je srečeval zelo privatno. Sikhi spet, kot vojaki, oziroma pazniki. Da smo se ustavili v kafeteriji, imela zelo zanimive stole. In to smo spet na bazarju. Kot vidite, so te trgovince zelo ozke in trgovci uporabijo svoj prostor maksimalno. Prodajo žita. To pa je gostilna, kjer gospod peče kar takole sedi. Tu vidimo te purje, potem razne prigrizke in sladico.
To pa je ta mošeja, ki sem prej omenila. Nažalost smo zamudile odpiralni čas, smo si pa ogledali čisto od blizu. Ima namreč dva minareta, en veličasten vhod. Vse skupaj ima 4 vhode, 2 sta odprta za splošno prebivalstvo, eden pa za vladarja. Tu smo pa že v novem delu mesta, kjer je Gate of India, spomenik, ki so ga postavili v čast 85,000 vojakom, ki so umrli v 3 vojnah. V prvi svetovni vojni, v vojni za severo-zahodno mejo in pa v Afganistanu. In to še moram omeniti, da tule vodi cesta, Rajghat, kako je že Avenija, Rajpath, ki povezuje predsedniško palačo, parlament, ministrstva z tem. Se pravi, ta je tako zelo pomemben predel mesta, vladni predel mesta. Kjer bojo pa mimo grede čez 2 dni organizirali ta značilni festival ob Dnevu Republike 26. januarja, kjer se zbere množica ljudi in opazuje program. Tu vidimo v zadnji predsedniško palačo in to avenijo. No, ta slika pa je bila slikana z namenom, da vam pokažemo prijateljstvo moških, se pravi, se držijo za roke. Da Anja je bila v bistvu, bi rekla, kamuflaža, ja, za sliko. To je eno izmed ministrstv, to je parlament, spet ministrstvo in to je predsedniška palača, ki je bila zgrajena že pred osamosvojitvijo. Kot vidimo, je tu en velik park, botanični vrt in mimo grede kar okrog 50 dečkov imajo zaposlenih, da preganjajo ptiče iz tega vrta. Sicer pa ima 30 hektarov zemlje in je zelo nedostopen splošni množici, za razliko od naprimer Bele hiše v Ameriki, kjer lahko se kdorkoli bolj približa. No, tu vidimo to avenijo in z tem India Gate bomo tudi zaključili. Hvala lepa. Zdaj pa, če se kakšno vprašanje.